gospodje, spoštovane novinarke, spoštovani novinarji. Založba Nova obzorja je v lanskem juniju ob dnevu državnosti izdala zbornik Bela knjiga slovenske osamosvojitve, v katerem so objavljeni številni dokumenti iz časa osamosvajanja Slovenije. Dokumenti za zbornik je sicer zbralo Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve. Zbornik vsebuje dokumenti, ki med drugim kažejo, da v začetku 90. let prejšnjega stoletja vsi niso bili za slovensko osamosvojitev. Zbornik je sedaj dobil nadaljevanje, nov zbornik, ki ga ravno tako izdaja založba Nova obzorja in za katerega je dokumente ravno tako zbiralo Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve. Zbornik je iz tiskarne prišel včeraj popoldne, še diši po barvi, v njem pa so zbrani dokumenti, ki pričajo o poteku vojne za Slovenijo, kot je zbornik tudi dobil ime. O zborniku ste delček njegove zgodbe slišali danes na tej predstavitvi, po kateri vas vabim, da ostanete še z nami, namreč v drugem delu bo Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve podelilo tudi priznanja pripadnikom specialne brigade Moris ali prve specialne brigade teritorijalne obrambe, ki so med vojno v Brezovici, zdaj bom lepo domače povedal, oropali takratno jugoslovansko ljudsko armado, udrli v največje skladišče s tem, da se je vojna v Sloveniji hitreje končala, kar ste seveda slišali tudi v nadaljevanju. Zbornik Vojna za Slovenijo bodo spoštovani in spoštovani predstavljeni. Predsednik Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve in nekdanji minister za obrambo, gospod Aleš Hojs. Načelnik Republiškega štaba teritorijalne obrambe v času vojne za Slovenijo, gospod Janez Labar. Poveljnik Pokojninskega štaba teritorijalne obrambe za Dolenjsko v času vojne za Slovenijo in predsednik Zveze slovenskih častnikov, gospod Albi Gutman. Poveljnik specialne brigade teritorijalne obrambe v času vojne za Slovenijo, Tone Krkovič. In minister za obrambo v času vojne za Slovenijo, Janez Janša, ki je napisal tudi sprednjo besedo po zborniku. Vodil urednik demokracije, gospod Metod Perlec. Lepo prosim. Sedaj je pred nami še obširnejši zbornik dokumentov z naslovom Vojna za Slovenijo. Torej, kaj je glavni namen izdaje tovrstnega zbornika? Hvala lepa, povedati po mojem imenu. Torej, mislim, da sta poglavitne dve zadevi, ki nekako opredeljujeta bistvo izdajanja takih zbornikov. Prvo, in mislim, da vsem zaprav znano dejstvo je, da se v časi našega osamosvajanja tako zgodovinskega vidika, kot tudi splošnega organiziranja in vedenja vseh naših otrok, vnukov, ne nazadnje tudi tistih, ki smo v tistih letih sodelovali v tem obdobju premalo poznanja. Zato se mi zdi, da je nujno potrebno, da je združenje zbornik tako tistega v lanskem letu, kot tega v letošnjem letu izdalo. Še bolj pomembno se mi zdi pa za neko verodostojnost, oziroma zato, da lahko govorimo res samo o dejstvih, da ne govorimo o pričevanju enega ali drugega ali posameznika na tiste čase. Mi smo
izpostavili dejstvo, da gre pravzaprav samo za zbirko dokumentov. Gre za to, da lahko ljudje na podlagi verodostojnih zapisnikov, prepisov, dokumentov, zapisnikov sami ocenijo, kaj se v tistih letih dogajajo in da ne gre za pogled, ne gre za subjektivni pogled enega ali drugega, gre za objektivna dejstva. Gospod Janša, ministr sekretar za obrambo, ministr za obrambo v času agresije Zvezne armade na Slovenijo. Napisali ste spremno besedo za ta zbornik dokumentov s naslovom Stali in obstali, ter večino pripomovi, da je ta zbornik nastal. Torej nam lahko vsebinsko pojasnite vsebino tega zbornika. Najbolj lep pozdrav vsem skupaj, še posebej tistim, ki smo bili takrat kakšni bojni tovariši v časih, v kateri govori ta zbornik. Kot je dejal že predsednik združenja gospod Hojs, je to zbornik surove dokumentacije. Se pravi, zbornik dokumentov, ki smo nastajali v republiški koordinacijski skupini, v pokrajinskih koordinacijskih podskupinah, ki so usklajevali obrambne aktivnosti na nivoju pokrajin, republiškega štaba, teritorijalne obrambe, pokrajinskih štabov in podrejenih štabov in enot. Skratka, gre za dokumentacijo, za surovo dokumentacijo, kot je nastajala v obdobju med 7. majem in 10. julijem 1991. Nekoliko je seveda presenetljivo, da je šele po 23 letih praktično nekdo dal to skupaj na ta način. Zdaj deli teh dokumentov, posamečni dokumenti so bili objavljeni v različnih publikacijah, ki so v organizaciji različnih zgodovinskih asociacij, raznih simpozijev, so bili organizirani pa raznih veteranskih lokalnih organizacij, ki izhajajo teh 20 let, tako da marsikakšen dokument, ki je tukaj objavljen, je mogoče neki fragmentirani publikaciji že zagledal od sveta, ampak večina ne. In za celo Slovenijo v takšnem obsegu vrstnem redu, pač kot so nastajali, ti dokumenti niso bili še nikoli objavljeni. Nekateri od teh sploh še, večina od teh sploh še nikoli. Tisti, ki so bili pa v raznih zbornikov, ki so opisovali dogajanje času vojne za Slovenijo po posamičnih delih te države. Tako da je to pravzaprav, je ta zbornik pravzaprav izziv za zgodovinsko stroko. Na podlagi teh dokumentov je možno napisati veliko knjig. Dokumenti, kot ste sami videli, niso interpretirani. Tudi moja sprednja beseda se ukvarja zgolj z nekim poskusom globalne ocene dogodkov, pa potem, ko smo šli pa čez te dokumente, tudi s poskusom, da iz te celotne slike vendarle potegnemo nekatere najpomembnejše dogajanja in jih skušamo vrednotiti z vidika evaluirati poslu. Zdaj za ilustracijo je na koncu tega zbornika objavljen tudi znameniti štabni načrt Beden oziroma okop, po katerem so enoti Jugoslovanske armade, ki so izvedle delovno delovale, delovale takrat. Tudi ta dokument je objavljen v surove obliki, ne preveden. Pravzaprav, kjer je teh dokumentov, ki govorim, in da lahko vidite za mano na tem zaslonu. Objavljen je v tem zborniku analiza, ki je naredil Republiški štab za teritorijalno obrambo. V času, ko smo mi še pravzaprav na bojnih položajih, pred odločitvijo predsedstva
sredstva se uporabljajo po umiku Jugoslovanske armade iz Slovenije 18. julija. Ta analiza, ta dokument seže preko tega datuma, do katerega so ostali dokumenti objavljeni. Je pa analiza dragocena, ker so bili vtisi sveži in se pravzaprav še ni vedelo, ali se bo vojna nadaljevala ali se ne bo. To je bil čas, ko smo se borili za interpretacijo brionske izjave oziroma brionskega dogovora, ki se ga je dalo razlagati tako ali pa drugače. Jugoslovanska armada si je ta dogovor razlagala tako, da moramo mi vrniti orožje, opremo, vse tisto, kar smo osvojili v uspešni obrambni vojni. Mi pa smo si to seveda tolmačili drugače. Ker smo vedeli, da če se vse vrne na izhodišne položaje, kot so bili, ali pa stanje, kot je bilo pred 26. junijem 1991, potem smo se za manj borili. Takrat, ko je bila, hočem povedati, takrat, ko je bila ta ocena narejena, se ni vedelo še, ali je vojna dejansko končana ali ne. V Srbiji, iz Srbije so prihajala poročila, da poteka mobilizacija rezerve, kar se dejansko dogajala, samo večina teh rodnikov bolj poslani na Hrvaško, ne v Slovenijo. In smo delati analizo, takrat je nek poseben izziv. In ko se tudi vidi te dokumenti, vidi se, da je marsikaj zelo hitro napisano. Prednost tega pa je, da je to napisano tudi iskrenost, skratka, brez nekega časovnega zamika, ko bi se že dalo, ali pa ko se običajno kakšno stvar že pozabi, pa mogoče kakšno tudi olepša. Tako da bo so te dokumenti našli tudi kritične ocene situacije ali pa tega, kar se je dogajalo, marsikaterem poročilu, prej da smo te analizi. Podrejeno poveljstvo pišejo o težavah, ki imajo z uniformami, z oznakami, kritizirajo vodstvo, češ da smo šli v vojno brez tega, da bi sploh imeli bolj novih oznak na kapah, pa novih uniform. Tisti, ki se je znašel v tej situaciji, ko je bilo obran domovino v uniformi, ki je bila podobna uniformi agresorja, ni mogel vedeti za težave, ki smo jih imeli, da smo sploh spravili in skrovno obravno proračun čez proceduro in naprej. O teh stvarih se govori prvi zbornik, oziroma bela knjiga, ki se ukvarja z političnim ozadjem, samosvajanjem. In seveda fanti, ki so bili poklicani in že naslednje ure poslani na bojne položaje, so imeli so pravico, da te stvari zadevajo. V dokumentih boste našli po eni strani zelo natančno opise nekaterih dogodkov, nekaterih drugih poročilih pa zelo suhoparno naštevanje tega, kar se je zgodilo, ko so recimo za en zelo pomemben dogodek, en zelo pomembno zmago za osvojitev enega pomembnega mednarodnega prehoda v poročilu nahaja sam stavek. V tej in tej uri smo osvojili medni prehod ta in ta. Tako da, ker je dinamika teh dogajanja bila tako velika, da se pravzaprav se mu ni dalo slediti. Da boste videli, so nekatera poročila pokrajinski štab za teritorialno obrambo napisane kar zelo, lepo očetljivo pisalo, ampak kar zelo, ker je šlo tako hitreje in se je to porabilo manj časa. Zdaj v tej oceni celotnih dogajanj sem skušal dati v tej spremni besedi, sem uporabil nekatere statistične podatke, ki smo jih zbrali takrat takoj tisto prvo analizo. Nekateri grafi so enostavno predelani iz
tistih števil, ki so bile takrat na razpolago, so toliko natančni, kot smo imeli takrat natančne podatke, večinoma so, vsaj kar se tiče naše strani, to podatke, ki držijo, kar se tiče izgub jugoslovanske armade, so to približne ocene, se jih ni dalo nikoli dokončno preveriti in še vedno razpolagamo, mislim, da z enakimi podatki. Zdaj, če je mogoče pokazati tisti prvi graf, ki govori o tem, koliko pripadnikov teritorijalne obrambe je bilo angažiranih po dnevih, boste videli, da smo agresijo jugoslovanske armade v različnosti samostojne Slovenije pričakali z manj kot 20,000 pripadniki teritorijalne obrambe, ker več jih nismo mogli niti dostojno obložiti. Seznamo je teritorijalna obramba skoraj 80,000, samo teritorijalna obramba, rezerva teritorijalna obramba skoraj 80,000 ljudi, ker so nas razorožili to prej. Smo z velikimi napori samo del, pač tega prijočega orožja nadomestili. Zdaj nek poln obseg tega, kar je bilo nekako smotrno, v smislu obsegov poklica, smo dosegli šele potem, ko so bila zavzeta skladišča jugoslovanske armade, kjer so dobili manjkajoče orožje in vojaško opremo. Znotraj teh posvojitev, da je vodim že naprej rekel, da se je oropalo skladišče jugoslovanske armade. Treba je reči, da so slovenski plačevalci plačali vse to v desetletjih življenja v Jugoslaviji dvojno ali pa trojno. Tudi marsikatera granata, ki v tem pada na Sarajevo, ki je plačala slovenski denar. Glede na delež prispevkov Slovenije v to proračun jugoslovanske armade. To, kar pa smo osvojili v Borovnici ali pa v drugih stoliščih jugoslovanske armade, zagotovo vse dvakrat preplačano slovenskim denarjem. Tako da tudi, če gledamo na zadevo z ekonomskega vidika, smo vzeli tisto, kar je bilo naše. Ampak bolj pomembno je to, da je s tem, ko se je izpeljal ta načrt nabava, ki je bil pripravljen že prej, Slovenija dobila možnost, da postavi na noge realno obrambno silo in v teh ključnih dneh je teritorijalna obramba lahko postavila pod orožje skoraj 500 različnih enot teritorijalne obrambe, več kot 35,000 pripadnikov. Angažiranih je bilo tudi skoraj 10,000 pripadnikov policije. V tistih prvih dneh julija smo, kar se tiče neke osnovne moči, lahko zelo dostojno parirali jugoslovanske armade. Tudi en od naslednjih grafov prikazuje število ujetih pripadnikov jugoslovanske armade, pa tistih, ki so prebegnili. Skupna številka je približno pol tega števila je bilo ujetih v vojnih akcijah, pol je prebegnilo. Številka je okrog 6,000, samo v nekaj dneh teritorijalne obrambe in delovno vojne enote policije je sposobilo več kot 6,000 pripadnikov rezervske armade, to je velika številka za nekaj dni. Skušali smo delati tudi neko primerjavo z obdobjem druge svetovne vojne. Po podatkih, ki so dostopni, so po 4 letih vseh bojnih akcij, če vzamemo tiste zaključne na koncu druge svetovne vojne ali po kapitulaciji Italije, vse partizanske enote na celotnem slovenskem ozemlju zajela bistveno manj rezervskih okupatorskih vojakov kot teritorijalna obramba v nekaj dneh. Ti podatkov, da bi množično prestopali. To je podatek, ki govori o intenzivnosti dogajanja. Ker je imel o tem sedimo za komizo, sem se pogovarjal
pripravljati predstavitev tega zbornika in vsi imamo podoben spomin na tiste čase, oziroma imamo težavo ločiti tisti čas na dneve ali pa poimenovati te dneve, kaj je bilo torek, petek ali pa nedeljo, ker so bili vsi dneve enaki, marsikdaj tudi noči ni bilo vmes. In jaz osebno sem recimo šele, ko sem prav ta poročila za ta ključni čas prišel do tega, da je bil ta čas razdeljen po dnevih. Prej bilo to vse v spominu zgoščeno, kot nek nepretrgan tok dogajanj. Za tisti, ki se bo bolj poglobil ta zbornik in poskušal mogoče prešteti število aktivnosti po dogodkov in na samem dnevu, recimo 28. julija pa 2. julija, bo prišel do neverjetnega števila dogodkov. Mnogi od teh so pozabljeni, se nikoli kasneje niso spominjali, čeprav so bili pomembni, večina jih se dobila spominski znak v teh letih, to je Slovensko vojsko oziroma Ministrstvo za obrambo naredilo, ampak mislim tudi stvari, ki so prispevale k uspešni obrambi in pa niso neka klasična aktivnost, veliko te klasično vojaško aktivnost in mogoče veliko tega pozabljanja. Zdaj mogoče še k tem dogodkom, ki iz te celote, potem ko preberemo, so ta poročila zelo štrlijove, v tem smislu, da jih lahko značimo kot menike v tem dogajanju. Zdaj imamo poročilo, ki ga je naredil Republiški štab za teritorialno obrambo, mogoče bo gospod Slapar, trenutni načelnik štaba, sam kaj povedal še o tem. Ampak v tem poročilu je že na prvi strani navedeno, da sta prvi dan intenzivnih spopadov, se pravi 27. junija 1991, čeprav spopadi na Primorskem so se začeli že dan prej, ampak v celotnem ozemlju v Sloveniji so se začeli 27. junija. V tej analizi piše, da sta dva dogodka prvega dne takšna, da predstavljata posebno vrednost in da sta zaznamovala prvi uspešni dan obrambe pred agresijo. Prvi ta dogodek, ki je izpostavljen, po meni zelo upravičeno, je zaustavitev te kolone oklepnih vozil na klancu Medvedek na Dolenjski avtocesti. To ni imelo sem vojaškega pomena, ampak velik psihološki pomen, ker vse vedelo, da je ta kolona blokirana in ko je bila blokirana, so ljudje imeli občutek, da teritorialna obramba v tem delu države drži ravnotežje. Zdaj druga takšna uspešna blokada, ki je bila enak motivacijski pomen, je zaustavitev oklepne kolone na mostu pri Ormožu, ker tudi močna oklepna enota Jugoslavijske vlade ni prišla skozi. Kar se tega tiče, se mi zdi, da je ta ocena, ki je takrat podana, zelo točna. Ko beremo ta poročila pri tem nadaljevanju 27. junija, vidimo tudi, kakšne so bile reakcije na nasprotne strani oziroma agresorske strani. Videli so, da enostavno preko teh blokad ne morejo, zato so poklicali na pomoč vojaško letalstvo in 28. junija se jutri popoldan pod močnim udarom jugoslovanskega vojaškega letalstva, kar je poleg škode in sprememb v smislu položaja na bojišču povzročilo tudi velik vpliv na moralo ljudi. Vedelo se je, da teritorialna obramba nima zadostnih sredstev za protizračno obrambo, to je vedel tudi agresor, vedeli smo videli, vedelo prebivalstvo. In letalski napadi so tisto ravnotežje, ki smo ga 27. junija s temi blokadami vzpostavili, ponovno omajali. Jugoslavijska vlada je 28. junija zjutraj
prevzela inicijativo, iz teh poročil se to zelo dobro vidi. Takrat je Republiška koordinacijska skupina reagirala z ukazom, ki je po mojem mnenju od teh operativnih aktov ključni dokument tega celotnega obdobja, tudi na tistem zadnji strani tega zbornika. Pisali smo ga Balža kot vodja skupine, jaz sem gospod Slapar. Je to v bistvu ukaz za prevzem inicijative. Nekaj kratkih odstavkov, ki so ne s tem, ko so bili napisani, ampak s tem, ko so bili praktično potem izvedeni, spet obrnili situacijo v našo korist in od takrat naprej je ta prednost Slovenije, je Slovenija to prednost na bojišču zgolj dobivala. So poročilo v naslednjih dneh, kako to seštevamo in gledamo, to dokazuje. Tak prvi najpomembnejši dogodek v smislu tega ukaza, čeprav do enote, ki je to akcijo izvedla, ta ukaz pravzaprav ni prišel, je osvojitev skladišča Strmec pri Borovnici, smo se danes prifante iz drugega izvidiškega voda, torej specialne brigade, ki so to akcijo izvedli. Njihove imena so se že navedena v nekaterih publikacijah, tudi prejemniki nekaterih področnih priznanj Ministrstva za obrambo. Je pa danes predsednik Združenja za delovanje slovenskega osamosvojitve, poslal tudi uradni predlog predsednika Republike, da se odlikuje z državnim odlikovanjem prihodnjim državnim slovenskih sekretarjev. To je desetletji prva neposredna reakcija, ta izvršitev te odločitve, da Slovenija pride v ofenzivo, je bilo ravno zavzetje tega skladišča Strmec pri Borovnici, ker je bilo ogromno orožje in vojaške opreme, vod, ki je še mislim 22 pripadnikov, je to skladišče zavzel praktično brez strela, z enim ranjenjem, ampak še tisto kot nekaj stranskim dogodkov. Zdaj, to skladišče je bilo na dometu na težkega orožja in vrhniških vojašnic. Vendar pa Jugoslovanska armada ni reagirala, ker je enota prepričala radiotelegrafista, oziroma tako Slovenci, ki je služil Jugoslovansko armado, da je vsake pol ure javilo že naprej kasarno, da je skladišče še vedno v varnih rokah. V tem času se je že začela disperzija in s temi sredstvi nismo opremili samo velik del enot teritorijalne obrambe, nekaj tovornjakov, več 10 ali pa 100 ton minsko-eksplozivnih sredstev je tega Slovenija dala tudi Hrvaški. Hrvaška je s temi protitankovskimi minami prekrila Slovenijo, tako tiste tankovske kolone, ki so začele prodirati iz Beograda, niso imele neovirane poti do Slovenije. Nobeno tistih tankov ne prišel niti do Zagreba. Kakorkoli zdaj seštevamo, odštevamo ali povrednotimo posamične vojne akcije teritorijalne obrambe, ki je bilo veliko. 2. julija, ta podatek je noter, 2. julija 1991 je bilo istočasno na ozemlju Slovenije okrog 70 oboroženih spopadov, istočasno na različnih mestih, predvsem v mejah in tako so te kolone Jugoslovanske armade v Beogradu. Če skušamo iz vseh teh aktivnosti vzeti akcijo, ki je
najbolj okrepila našo obrambno moč, tudi dvignila samozavest, je to zavzetje tega skladišča v Dobrovici. Jaz mislim, da sviti pripadniki enote, ki je to zavzetje izvedla, niso zavedali takrat, kako pomembna je ta stvar. In tudi vseh teh 20 let, več kot 20 let po uspešni obrambni vojni za Slovenijo, to nikoli ni bilo dovolj poudarjeno izpostavljeno. Dovolj poudarjeno izpostavljeno, ker je, ko pa pogledaš, ko je enkrat na klubu, ko sem klubu vse ta poročila, da je možno stvari primere, pa ta akcija izjemno izstopa. Zdaj, neka druga podobna akcija, ki je tudi bila izvedena, s krajnimi močmi, da se tisti, ki so izvedli, najbolj zavedali, kako pomembna je minometni napad na letališče Cerkve. Veliko budno je tukaj, takrat, ko so nas bombardirali, ko so letalo izgledala na letališču, ki je bilo na našem ozemlju, je bombardiralo neko drugo letališče, ki je tudi na našem ozemlju, se pravi Miško. Smo skušali reagirati tako, da se pač, ker letal nismo imeli, raket nismo imeli, da se z minometi napade pristajalno stezo, ampak tudi minometov je imel daljši doseg teritorijalno obrambo, takrat če ni imelo. Največji kaliber je 82 mm in tiste enote, ki pod ta napad izvedla. Je mogla neposredno bližino letališče, to je bilo zelo pravno. Ampak samo nekaj min padlo na pristajalno stezo v Cerklah, je tam nastala takšna panika, da so celotno izhladili, vse avione umaknili v Bihačni del v zadnji. Reakcijski čas za nas je bil potem daljši, kjer si je dalo potem opozarjati na letalske napade, ko se je vedelo, da letalo vzledajo v Bihaču ali na drugih letališčih izven Slovenije. To je treba priznati. Te podatke smo od Hrvaške, glede na to, da ni izvajala sporazumov s skupni obrambi, vse skozi dobivo. Celo tako, da so direktno v štapu, kako so dobili te številke, ljudje se znajdejo, klica civilisti iz Hrvaške, zdaj se pa Zagrebškega letališča se vidi, da se druge. Na stotine teh klice je bilo včasih potem tudi zavajajočih. Ampak kakorkoli ta akcija, ki je odmaknila grožnjo letalskih napadov od Slovenije, vsaj za nekaj nadaljnih 100 km ali pa nekaj 10 km, je nam vseeno omogočila boljši reakcijski čas. Hkrati smo pa z osvojitvijo skladišča Strmest v Borovnici, kasneje še drugih skladišč na Šentviški gori, priložnici in tako naprej prišli tudi do protletalskih orožij in letalske napade, potem so bili več takšne grožnje. Če boste prebirali te dokumente, še enkrat poudarjam, gre za surov material, to ni roman, to niso epski opisi dogodkov, ponekod so ti opisi bolj obširni, ponekod so pa zgolj popadni, ker so bojna poročila. Če boste to prebirali, se boste mogoče prvikrat sploh zavedali, kaj se je v tistem času sploh dogajalo. Ker so bila dogajanja tako zgoščena, sredstva javnega obveščanja so obširno poročalo o nekaterih bojnih aktivnostih, ki so bila bolj na očeh ali pa bolj izpostavljeno, kot so bile nekatere blokade, da in mnoge akcije so se izvedle. Mimo tega so omenjena zgolj v tem poročilu v javnih očilih, mogoče niso objavljali nikoli, tako da sosedno sem vesel, da smo po 3 letih zbiranja dokumentacije v okviru Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve prišli do tega zbornika.
rečeno prej, tukaj gradiva za veliko knjig, še da to pozarjam. Tukaj niso samo neka tehnična poročila, so tudi poročila, v katerih je kritičen opis nekaterih dogodkov. Tudi jaz sam sem tej spremni besedi skušal oceniti nekatere napake, ki smo jih tudi naredili pač v tistem času, v samih pripravah in tako naprej. Kakorkoli, no, za to obdobje od 7. maja do 10. julija je v dokumentarnem smislu tukaj obsežen korpus gradiva, ki mogoče zgodovinarjem, ljubiteljev vsem, ki pač obdobje slovenske osamosvojitve zanima, intenzivno ukvarjanje z tem časom na podlagi dejstev, vsak si pod svoje interpretacije zgradi, ampak gradiva je zdaj zbrano in pač nadaljne delo se lahko začne. Zdaj mogoče ob koncu še nekaj besed o tem, kar sem tudi zapisal v samo spremno besedo. Ko z te časovne distance prebiraš to gradivo in najdeš tudi marsikaj novega, recimo še takrat pač bil udeležen iz teh dogodkov, pa se ne spomnim, da bi nekatera poročila takrat bral, ker je kar toliko tega, je šlo marsikaj mimo, tako da je ta celota dogodkov bistveno bolj popolna tudi v mojem spominu. No, tisto, kar nekako iz tega delovno podskoparnega gradiva, potem, ko se prebiješ čez njega, skoči ven, je to, da se vidi, kako je mala Slovenija v nekih situaciji, ko je bila napadena zelo močno, premočno vojaško silo, ki je bila pravzaprav sama v svetu, ko so vsi tisti naši soseščini in tudi širše v Evropi in po svetu zatrjevali, da se ne bodo nikoli priznali, kako je ta država, oziroma kako so tisti, ki so bili poklicani v obrambi domovine, v enote teritorijalne obrambe ali v sestav policije, pravzaprav v nekaj dneh svojim pogumom to situacijo vrnili. Popolnoma. Zdaj znana izjava Winstona Churchilla, ki je potem, ko so piloti RAF-a obranili Veliko Britanijo pred letalsko ofenzijo nacistične Nemčije, je dejal, da še nikoli v zgodovini tako veliko ljudi ni bilo dolžno, tako veliko hvaležnost peščici svojih sonarodnjakov. Zdaj to Churchillovo izjavo bi lahko mirno ponovil za tisti droben odstotek slovenskih fantov, ki so takrat z orožjem v roki, pravzaprav čez noč, iz družinskih očetov, iz delavcev v pisarnah ali pa v tovarnah postali vojaki in to svojo dolžnost odlično opravili. Če tega ne bi bilo, bi bil zaston plebiscit, zaston vse priprave, zaston vsa politika, vsa diplomacija, Slovenija se nikoli ne bi osamosvojila. Odločilni so bili tisti ključni voljski dnevi in takrat je usoda naroda bila neposredno odvisna od nekaj 10 tisoč ljudi, ki so bili poklicani programi domovine in so bili v rokah skromno prehotno orožje proti veliki vojaški premoči, ki je takrat dejansko manifestirala v slovanskem narodu. Tok dogodkov, ne samo zdaj Slovenijo, ampak s celotnim tem delom evropskega prostora bi bil drugačen, če tega poguma ne bi bilo. In jaz sem vesel, da je to na nek način zdaj tudi formalno izpričano preko te dokumentacije, ki je zbrana v zboru,
sem pač aktivno sodeloval pri urejanju pisanju spremne besede, se tudi zahvaljujem založbi, ki je bila zelo odzivna in potrpežljiva, kar se rokov tiče, ko smo to še preurejali. Tako da je ta zbornik išel napovedanega datuma, da se tudi glede tega točno. Hvala. Gospod Slapa, septembra 1990 ste postali vršilec dolžnosti načelnika republiškega štaba del, kasneje tudi načelnik republiškega štaba del. Kako se je lahko slovenska teritorijalna obramba, ki ste jo vodili ljudje brez generalskih činov, zopostavili armadi, ki so jo vodili jugogenerali, ki so bili prepričani, da vodijo eno najmočnejših armad v Evropi? Kako ste vi doživljali to vojno za Slovenijo? Vidite izid tega zbornika? Če mogoče začnem na koncu. Mislim, da zbornik pomeni veliko vrednoto za tiste, ki želijo ali pa bodo želeli vedeti, kaj se je v obdobju leta 1991 v času slovenske vojne dogajalo. Že izkušnje držav Amerike po 11. septembru, ko so ogromno število ljudi intervjujali, kaj se je dejansko dogodilo, in so intervjuje čez nekaj let ponovili, so prišli do povsem drugačnih izjav istih ljudi. Kar je seveda pomenilo, da na koncu koncev, ko so usklajevali, so v bistvu tiste prve izjave in prva življenja najbolj pomembna in najbolj realna odraz. S tem seveda hočem tukaj povedati, da tisti dokumenti, ki so predstavljeni v zborniku, dejansko predstavljajo odraz časa in dogodkov, ki so se dogodili. Mislim, da je seveda še vrsta tudi dokumentov, vsaj kar jaz vidim, koordinacijske skupine in pa zlasti republiškega štaba, ki so v tistem obdobju izdani in kažejo na organizirano vodenje in povedovanje v pripravah na osamosvojitev in seveda tudi v samem vojni. Jaz trdim, da vse tisto, kar smo ukazali in dali navodila, da je tisto dokumentirano, samo seveda, če bomo uspeli vse te papirje izbrati in slovenski javnosti pokazati. Zdaj, kaj pa je tisto, kar je pravzaprav pripomoglo, da je na koncu koncev preko v obdobju 9 mesecev od mojega prihoda na čelo republiškega štaba teritorijalne obrambe pripeljalo do tega, da seveda je bila Slovenija zmagala. Jaz mislim tisto preko srce, pripadnost in želja po samostojni slovenski državi. Slovenski državljani so na investitu decembra leta 90 izrazili hotenje za samostojno slovensko državo in seveda mi kot oboroženi smo, torej smo tisti, ki smo potem tudi vse skozi zagotavljali, da bomo samostojno slovenske države tudi ubranili. Tako da, če pogledam seveda, rekel, na koncu tudi skozi sebe, bo prav, da bi se projekt proučevanja in predstavljanja dokumentacije nadaljeval, zlasti tudi dokumentacije, ki nastajajo v tistem obdobju v republiškem štabu in seveda tudi v podrejenih in seveda tudi v podrejenih ukrajinskih štabov. Ocena oziroma analiza, ki smo jo izdelali, je bila predstavljena, preko če tako rečem, še praktično v obdobju, ko nismo vedeli, ali se bodo spopadi nadaljevali, ali bomo nadaljevali pod
osamosvajanja, ki je bila nekako z Brionsko deklaracijo prekinjena in za 3 mesece ustavljena, to se pravi za 18. je pravzaprav odraz tistega stanja in razumevanja dogodkov in republiškega štaba in podrejenih ukrajinskih štabov in območnih štabov teritorijalno obrambo. In jaz mislim, da seveda vse tam, kar je zapisano, stoji. Seveda ne bom rekel, da je vse potekalo tako, kot bi moralo potekati v vsaki vojni, so problemi, ki seveda z današnje distance in mogoče kakšne ukrepe drugače izpeljali. Vendar pa simulacije nimamo. Tisto, kar smo storili v kratkem obdobju 10 dni, smo izoročeni zagotovili samostojno slovensko državo, tako da smo bodimo ponosni na to obdobje. Najlepša hvala. Gospod Gutman, v času vojne za Slovenijo ste bili poveljnik pokrajinskega štaba Tio za Dolenjsko. Se pravi območja, ki je bilo v tistem času najbolj na udaru. Je bilo takrat vaša glavna misel, kako ustaviti tradiranje kolonije Jugoslovanske armade ali pisanje poročil? Lep pozdrav vsem skupaj. Dolenjska, kot veste, je bila po velikosti druga največja pokrajina in je bila tudi zelo močno pokrita z enotami Jugoslovanske armade. Vse te priprave, ki so bile prej izvedene, so seveda omogočili, da smo imeli kar dobro izdelane različne načrte in tudi načrte ubiranja. Je pa tako, kot je v vsaki vojni, kar danes načrtuješ, jutri v spopadu zelo malo šteje in tako je bilo tudi v tej vojni, vendar dovolj, da smo lahko že takoj od začetka imeli vsaj neko osnovo, na podlagi kateri smo lahko delovali. Mi smo v tem začetnem obdobju bili prvi, ki smo se srečali z Jugoslovansko armado nasprotno. Dan prej je čak sicer še v Jugoslaviji šel na meje z Italijo, potem ko so iz Karlovca proti Sloveniji krenili že takrat, ko smo bili samostojna država Slovenija, ki so dejansko bili agresori, če tako malce poenostavimo. Mi smo v tem času imeli sicer nekaj enotno usposabljeno. Bili so še v fazi, ko so se usposabljali, ko niso še povsem docela pripravljeni. In marsikaj danes pozabljamo, da je potrebno pripadnike teritorijalne obrambe šele aktivirati. Morali smo jih mobilizirati, s tistim, kar smo seveda takrat imeli, in jih potem zoprstaviti neki dosti dobro izurjeni oboroženi sili. Mi se seveda danes lahko zelo različno posvetimo analizi teh takratnih dogodkov. Nekaj tega imate tudi v tem zborniku, moram reči, da je izredno dobro, da je prišel na svetlo, ker v marsikaterih sredinah znotraj veteranskih in častniških organizacij se sedaj pripravljajo različni zborniki, pa ni dostopno gradivo, ki bi ga lahko citiral, tako je pa to seveda sedaj dajeno. Tudi ta poročila, ki boste pogledali, boste videli, da nekatera malce izstopajo, zlasti vzhodna Štajerska in Dolenjska, ker je bilo tam največ aktivnosti. Res je tudi, da se takoj po zaključku vseh teh spopadov pravzaprav situacija precej spremenila. Mi smo oktobra leta 90 imeli postroj vseh pripadnikov takratne teritorijalne obrambe in takrat smo izdali malo značko, kjer je pisalo gor zmagali ste, oziroma zmagali smo. No, potem se je pa začelo neko obdobje, ki je bilo zelo neprijetno za teritorijalno obrambo, ker je vsak razlagal po svoje, kaj se je takrat dogajalo. In ravno zato je tudi pomembno, da se taki dokumenti objavljajo. Če se spomnite, smo imeli martinčkanje na Medvedjeku, kar je v
bilo seveda zelo presenetljivo, ker je ravno ta gospod, ki je to izjavil leta 1991, posebno drugače ravnal. Imeli smo cel kup različnih očitkov, noben pa ni poskušal povprašati, kaj pravzaprav je teritorijalna obramba Dolenjske počela. Jaz sem bil na veliko seminarjih in različnih opisih teh dogajanj, koč mi je zelo važno, kako je bilo važno, kako mi zapisali. In seveda tak zbornik pomeni, da bo tega seveda čim manj. Dolenjska je bila kadrovsko, kar se teritorijalne obrambe tiče kar dobro popolnjeno. No, na zadnje, bom rekel, z Dolenjske prihajajo 4 brigadirje oziroma generali. Če dodam še Toneta, ki je teritorijalno nekako tudi z Dolenjske, potem pa se 5. Mislim, da je to največ v celi Sloveniji. In takrat je vsa ta ekipa, ki pa je bila, da pa moramo vedeti, teritorijalna obramba se je desetletje dolgo usposabljala, tudi na različnih tečajih usposabljenih, vsak je imel za sabo krepko, obdobje urja in tudi kot štab smo delovali precej v Izraelu, tako da smo na tem področju bili dosti dobra ekipa, ki smo lahko učinkovito parirali v slovanske enote. Je pa res nekaj, da na Dolenskem je bila še ena stvar zelo spočilna. Mi smo imeli izredno močan center obveščevanja in kontraobveščevanja službe na Dolenskem. Ta je bila zelo aktivna na vseh področjih in smo se morali tudi s temi problemi otepati zlasti z različnimi negativnimi informacijami, čisto osebnimi, sovražnimi in tako naprej. Vendar smo tudi to nekako uspešno prebrodili. Mi smo se na Medvedeku praktično prvič srečali ne še z enim problemom, to je letalstvo. Tisti, ki to nikoli ni doživel in ki ni videl ljudi, kakšni postanejo, ko jih bombardirajo in zraketirajo iz letal, potem v bistvu zelo težko oceni, kakšna je situacija takrat na bojišču. Dolenjska je bila verjetno najbolj izpostavljena letalskim napadom. Poleg Medvedeka so nas celo s kasetnimi bombami bombardirali po območju Kočevske reke, pa tam prve brigade glavno sploh ni bilo. Bil pa je učni center, eden in drugi z naborniki, ki bi že po nekih konvencijah ne bi smeli biti tako izpostavljeni. Bombardirali so nas v Krakovskem gozdu, tam še danes drevje ne raste, kjer so padale bombe. Bombardirali so nas v Prilikah in to tako, rekel, da so celo nekaj svojih zadev, ne pa nas. Tudi z artilerijo so nas tolkali, ampak vse skupaj je nekako postalo ena situacija, v kateri smo se znali uspešno odzvati. Torej, nismo več čakali letal, smo prešli, potem so nekateri zapisali, da smo na Medvedeku bežali. Če se takrat enota ne bi tako hitro umaknila, ki bi danes imeli več smrtnih žrtev, kot smo jih takrat imeli. In ko danes ne, včasih slučajno, pa bom s tem končal, še opisom tega dogodka, zajedem na pokopališče, kjer je pokopan naš Francušič, včasih koga sreče. In največkrat me vprašajo, pač tam vsi poznajmo, pa kaj ti prižiga svečo na tem grobu, to pa to vendar ni tvoj sorodnik. In ko mu povem, da najbolj bi moral on vedeti in tudi on svečo prižgati, zakaj se tam svečo prižiga, potem običajno ne vedo odgovor. S tem hočem povedati, mi smo v tem 20 letih sledili neki ideji, da ne smemo vojne leta 1991 glorificirati. In 20 let poslušam, kaj vse je bilo 45 leta in kaj vse je spodobili. Ampak noben nikoli ne pove, kaj smo zgubili. Zgubili smo celo Koroško, zgubili smo Italijo, zgubili smo slovensko vojsko, ki smo imeli poveljevanje jezik, slovenščino. Zgubili smo na vse zadnje svojo vlado in svojo državo in delozemljo misli.
državo in ohranili slovensko vojsko, ki jo na srečo imamo še danes. Hvala. Hvala gospodu Gudmanu za take spodbudne besede. Gospod Krškovič, med osamosvojitveno vojno ste bili poveljnik specialne brigade GEO, znane bolj kot brigada Moris. Kako je bilo voditi tako posebej usposobljena enota v času vojne za Slovenijo? Tudi jaz bi želel pozdraviti, če to ste bi želeli, da pozdravljam vsem zaradi tega, ker v vrsti se bil moji borci, soborci iz tistega časa z brigade. Tu pred seboj imam nališano Nikoda, ki je v moji brigadi strašansko skromnih arzenalov vrati v sistem zvest, da že to dovolj razloga, da vse vas v prvi vrsti tudi se ostale pozdravim. Nič se mi ste postavili. To je pridobito vojno. Nekoliko bom korigiral vprašanje, ki ga je gospod postavil. Okarakteriziral me je poveljnika brigade v vojni za Slovenijo. Tudi če to drugače misli in ne zameri moj pogled. Jaz gledam na vojno v Sloveniji na nekoliko širšem časovnem kontekstu, kot ga opredeljuje ta zbornik, ki se slišal od 7. 5. 10. 7. In sicer zagovarjam tezo, da se je vojna začela za Slovenijo maja meseca leta 90 in zaključila oktobra 91. Širša predavanja, zato ni čas danes tukaj. Zgolj zato, da boste razumeli vojne naslov. Ko govorimo o vojni za Slovenijo in v tem pogledu mogoče samo ena kritika, morda ta naslov v tej knjigi ni najbolje posrečen. Če pa je pa to moja ročna mnenje. Ne vzemite za slabo. Ko govorimo o vojni za Slovenijo, moj vidik, ne smemo mimo omembe jedre odbora kot institucije, čeprav bi bila formalizirana, Vojske Republike Slovenije, manevrske strukture narodne zaščite. In tu je moj popravek, da sem v tej vojni poveljeval dvema formacijama. Prva manevrska struktura narodne zaščite Republike Slovenije, katere načelnik sem bil ekvivalent, poslej danes tudi teojo, in seveda brigadi Moris, imate. Tako da bi kar na obavčil, kar nekoliko kratko prevedel, da zgodilo. No in ko govorimo o tem zborniku in delovanju republiške koordinacije, sem dolžan pojasniti kot eden od akterjev skupaj z Janezom Igorjem, da je ideja po vzpostavitvi simbiozne organizacije za vojno Slovenijo, vojaškega tipa, simbioza med vojaško in policijsko komponento, čeprav ni še pustimo podrobnosti za to, je nastala v času osnovanja manevrske strukture narodne zaščite. In njen kronski izdelek je bil projekt, ki ima dva dokumenta, zgodovinska, ki pač v knjigi, ampak to ni namen verjetno, nista predstavljena. To je direktiva za vojno uporabo manevrske strukture in njena priloga ali na dopolnilo, kako hočete, karta, ko se to spodobi štara karta, ki je bila usklajevana na pristavi septembra meseca leta 90. In tudi te dokumenta ne bi smeli nikoli pozabiti in jih imati izmed konteksta vojne za Slovenijo. Začetek vojne je bil, da je svidil. To je pa zame vojna napoved in tudi vse reakcije so temu primerno sledile, razložitev Slovenije. Resnično, mislim, da gre za delitev samo na dva dela v vojni za Slovenijo od maja 90 do oktobra 91. Samo dva dela ima. Svoj latentni del in svoj dvigni del, v katerem je vredno večji podarek tu, v tem zborniku. Občutki sem bil obakrat, spraševala sem gradno. V prvem projektu, res nekaj prav posebnega, kar je redkim danom ljudje, ki so me bolje spoznali pozneje, ko me je podvodila res širok po svetu in so podvodila svojimi kolegi na generalskih vojaških ravnih, tako rekoč vsega sveta. S tistimi, s kateri smo toliko toliko razčistili, da so dojeli manj mnogo. Bom citiral samo izraelskega generala, ki je rekel, pravi, vojaki vam preprosto zavidamo, da ste imeli to možnost dano v življenju, da ste takšno možnost za svoj narod opravili. Jaz sem to možnost imel, tudi drugi so jo imeli, jo niso skoristili, jaz pa sem jo. In
koliko prej, še zlasti to ne poznajo. Ko govorimo o specialni brigadi Moris, najkrajši dan stresni časa, vedno se ne vozi, ker nekaj hit povedal, kar se ne da. Ima na moč zanimivo biografijo. Ima svoj del, ki sodi v neki drugi čas. Ga priznava v negativnem, v svojem pozitivnem. Nikakor pa ne gre za kontinuiteto dveh projektov. Seveda gre lahko za kontinuiteto v nekem pogledu kadrovskem, pa pri Morisu smo to fante ne gledajo, krepko prečistili, zakaj pa smo, če bi bilo kaj tako spremljivo. Veliko podrobnosti imam glavo vsi za izogledati, ne, razgledam. Skrbno smo zbrali sestav za to brigado, jaz sem vsakemu povedal, kaj vas čaka, in pa dovedeti tisti, ki želi, lahko gre domov, nikoga bi zasilil po zakonskih pritiskov, kaj ti napovedal sem, kaj nas čaka in zakaj smo mi poklicani, da to opravimo. Tako da pustimo pretekli del. Za mojim prihodom v to brigado, po zaključenem projektu manevrske strukture, se je začela preobrazba generalno gledano v najbistvenem delu povedano v naslednjem. Mi smo prevzeli iz neke namennosti iz preteklosti posebno novo funkcijo. Naša namennost je bila samostalne procesa osamosvajanja Slovenije in ker smo verjeli že v projektu manevrske strukture, je tudi to dokumentirano in formalno uveljavljeno, mi smo definirali septembra meseca leta 90 svojega nasprotnika oziroma 90 leta Jugoslovanska armada. Smo verjeli v to, da bo sopada prišlo. No, tako da vse od mojega prihoda v to brigado, oktobra meseca, leta 90 naprej, čeprav ni bil nihče zaposlen, danes bi rekli temu profesionalen, čeprav ta izraz je zelo nevaren, da tu nič več o tem. Visoko zveni, pa to ni vedno tako. Vi ste bili visoko profesionalni. Mi smo bili visoko profesionalni. Skrbno izbrani, skrbno motivirani za povsem konkretno stvar, za kaj smo namenjeni in pripravljeni, usposobljeni, da bo se šika in kot sem nekoč rekel, rečem tudi danes, v Morisu je bil spostavljen vzorec profesionalne slovenske vojske. Žal to danes še ne dovolj, še približno ne dovolj dobro upoštevali kot koncept. No in skratka, ker smo bili profesionalci, čeprav nezaposleni, nikoli ne pozabimo, v brigadi Moris je tudi ta posebnost bila, da smo imeli, tu se bojamo zelo dobro spomnimo, prav vaš čas od oktobra meseca leta 90 pa do vojne, seveda so nekaj stopnjevanje, vse več, ampak določene enote, nekaj bodo vaš čas v narekovanjih na usposabljanje, smo temu rekli, ampak to je bilo v pripravljenosti. Ciklus je bil sestavljen iz 3 delov, dežurstvo povedal za uporabo na usposabljanje, dežurstvo v Ljubljani na različnih informacijah, za direktno uporabo, kar nekaj smo bili uporabljeni za marsikaj, in potem seveda jasno dežurstvo doma in posebnost v tem, da smo zgradili koncept obrambe domačega prava, kar pomeni, da mobilizacija, o kateri se govori, in izpravnost javnostne, se veš, v Morisu ga nismo sploh rabili, kaj še da bi razmišljali, če bo poštevalo ali ne, kajti bil je zgrajen sistem ulica Oddelek, naselje Od in samo Slovic je bil primarni način naše aktivacije. Toliko o tem Morisu, kar veliko tudi direktnih bojnih aktivnosti je bilo upravljenih. Ne vem, da piše ali ne, sem čez večer nekdo, pa priznam, nisem še vsega pogledal. Mi smo ponosni, seveda absolutno na to kronsko akcijo, ki je dala slovenski vojski materialno podano, da se je formila v svojih polnih razsežnosti, ampak seveda moram tu, kjer je zadnje čase zelo aktualno, seveda izpostaviti v isti meri tudi tiste posadke, ki so iz zraka na zemlji spravili prvi helikopter. To je bil naš sovražni helikopter in tako, ko se zadnje čase želi manipulirati in metati blato, gnojnico na nas, na pripadnike Morisa in na celotno teritorijalno obrambo, to je eno od zelo krivičnih dejanj, samo en izmed tistih, o katerih je generalno pa tudi kar nekaj malo povedal. Tako da tudi to bi zraven povedal. Ponosni smo, da smo bili zmožni prebiti psihološko bariero in dati moreku nov vzgoj, nov zagon v teh slično. Toliko o brigadi Moris, danes ni več časa, sicer pa za podrobnosti je še čas in zbornik, kakršen je pred nami,
zbor uradnih dokumentov, mislim, da absolutno se strinjam. Nekaj dobrega, nekaj nepogrešljivega, nekaj, kar bi mogli tudi že prej narediti, pa kaj še malo se nazad jokati, nikoli ni prepozno. Še zlasti zato je nuja po takšnih zbornikih in po obdelavah, razdelavah, kajti že več čas 20 let poslušam nastopajo, da ljudje tudi s tem naj ne pišemo zgodovine, da je to naloga zgodovinarjev in celo ne vem, se upravičujejo, da zgodovina za 40 let nazaj napisana, da se jih je sobicile, več jih je bilo kot brigadi Moris, ki so po komandi morali to pisati, pa še zdaj pravijo, da niso napisali. No, seveda ti isti bi potem pisali tudi novejše, nikoli nisem na to pristal. Tudi, če pišejo zgodovinari, če ta te zadrži, nihče nam materijev ne sme prepovedati, oziroma mislim, da te zadrži. Pravijo, da mi napišemo in soočimo se njihovih. In pridobitev tega zbornika je v tem smislu velika. Pozdravljam, hvala in čestitke. Najlepša hvala gospodu Krkoviču. Svoje videnje takratnih dogodkov ustanovitve manjerske strukture je dobro opisal v zborniku Vele izdaje Slovenije, razložitev teritorialne obrambe. Veliko o tem je bilo tudi objavljeno v Beli knjigi slovenske osamosvojitve. Ta zbornik je pa bolj skoncentriran ravno na to vojno za Slovenijo, tistih 10 dni. Zdaj bomo pa še kratko aktualizirano vprašanje za vse. Gospod Janša je že nekaj omenil. Kot vemo, je bilo še sredi junija 1991 sodelovale sile proti samostojni Slovenije. Bile so za celovito Jugoslavijo. James Baker, ameriški zunanji minister, je 4 dni pred slovensko osamosvojitvijo dejal, da ZDA nikoli ne bodo priznale Slovenije in podobno. Potem pa se je zgodila vojna za Slovenijo uspešna obramba in to je povsem spremenilo stvari. Zdaj, če pogledamo na aktualno stvar, se pravi, da smo se politično in vojaško sami osvojili. Po drugi strani pa recimo Kosovo. Verjetno še danes ne bi bilo samostojno, če ne bi priskočili na pomoč NATO, najmočnejša letalstva na svetu, ali pa recimo zdaj Rusi na Krimu, verjetno ne bi tako na hitro se odločili za pristop v Rusiji, če ne bi bilo v njihovem zemlju ruskega vojaškega stroja. Torej, me zanima, kakšen je na kratko nauk te vojne v Sloveniji. Ta primerjava med Krimom in Kosovom je v medijih v zadnjih dneh zelo aktualna. Nekajkrat smo zasledili tudi omembo Slovenije v teh primerjavah. Tudi Slovenci so se osamosvojili na podlagi plebiscita, na Krimu je bil tudi plebiscit. Ista situacija, pa dvolično ravnanje Zahoda. Najprej treba reči, da kar se Zahoda tiče, ne gre za dvoličnost, tudi v čisto malem smislu našega plebiscita na Zahodu leta 90 niso ravno pozdravljali. Ni pa bilo kakšnih zelo hudih reakcij, ker so vsi verjeli, da z tega ne bo nič. Zdaj, primerjava na vsebinski ravni med odločitvijo Slovencev, da samostojna država na plebiscitu in med tem, kar je bilo na Krimu. Prejšnjo nedeljo pa seveda ne zdrži, kjer na Krimu so bile v času plebiscita oziroma referenduma o samostojnosti oziroma praktično o priključitvi Rusiji stacionirane močne ruske vojaške enote, ki so delovali pri odločitvi za priključitev Krima Rusiji. V Sloveniji je bilo povratno. Slovenci smo se pa odločili za samostojno državo v času, ko so na našem ozemlju bile močne enote jugoslovanske armade, ki pa so delovali proti kot grožnje. Tako da na Krimu so se odločili
paralelno s puškimi cevmi, mi pa smo se odločili proti njim. Zaradi tega je pogum Slovencev še toliko večji in je to razliko treba videti tudi cen. Nobenem primerjavi v tem vsebinskem smislu tukaj ni. Poleg tega je tudi velika razlika glede Ukrajine po teh spremembah in bivše Jugoslavije. Ukrajina je na poti v neko realno demokracijo, prej pa formalno. Pod Janukovičem je bila formalna parlamentarna ali pa delno predsedniška demokracija, gdje so bili izvoljeni. V Jugoslaviji temu ni bilo tako. Mi smo odhajali iz Jugoslavije, v kateri smo volitve izvedli mi na Hrvaškem, ostale delo Jugoslavije je bil še enopartijski sistem. Seveda takšna država že po naravi reči ne morejo preživeti. Tako da, kar se tega tiče, mislim, da te paralele če so redke, bolj vlečejo skozi, ni možno več. Kar se tiče pa naklonjenosti do naše osamosvojitve in podpori, ne temu, kar so mi naredili za osamosvojitve in z uspešno obrambo, mogoče samo dva pomembno dve dogodke. Prvo je to, da mislim, da je v prvem zborniku bele knjigi tudi neka dokument, ali vsaj omemba dejstva, da je v začetku vojne, začetku agresije na Slovenijo, zapravo hkrati z agresijo prišel tudi ameriški vojaški ataše iz Beograda, ki se ni javil slovenskim oblastem, nastavno se je v delu slom, tam spremljal situacijo in potem poslal v Beograd depešo. Ta depešo je bila prestrežena, zato to vemo, ker je napisal približno takole: dogodki v Sloveniji potekajo popolnoma mimo naših ocen. To ne bo enostavna policijska akcija, kot je bilo obljubljeno, kot smo verjeli. Slovenci se bodo branili do konca in bodo po mojem mnenju napisno uspeli. Nujno je treba spremeniti naš odnos, oziroma izdelati platformo do teh dogodkov, kjer se bo stvar počala drugače, kot smo Peša je bila eno informacij, ki smo bila najbolj veseli. Smo bila pa 27. junija, prvi dan, ko je bila najhuje. Če ameriški vojaški ataše presodil, da bomo zdržali potem nekaj že na tem. To, da smo imeli drugačno mnenje, to pa smo vedeli, ker je ameriški državni sekretar, ki je 22. junija objavljal dejavno. Nikoli vas ne bomo priznali nekaj takšne. Je pa hkrati dejal, da pa mora biti Jugoslavija demokratična, tudi jasno, da tega ne bomo. Tako da izjavljamo nekoliko nedolgo. In druga stvar, ki je vredno omembe ravno v tej povezavi, pa je dejstvo, da so recimo Združene države Amerike, ki so svetovna velesila še vedno prva, to napako priznali. Kar se ne zgodi ravno ponosno. V Sloveniji je bilo veliko ljudi, ki niso verjeli, vse slovenski politiki, ki niso verjeli, da so mi osamosvojili. In so, če je kdo bral te razprave v skupščini, ki so objavljene v prvem delu bele knjige, oziroma v prvem zborniku, da najde tudi nekaj zelo zganječa imena, oseb, ki so tudi, da slovensko osamosvojitve ne bo nič. En od zelo poudarjenih slovenskih intelektualcev, me je srečal tukaj zdravo na kongresnem trgu nekaj dni pred vojno, se je mi nasmejal, pa je rekel, veš kaj, tole vašo teritorijalno obrambo pa slovensko osamosvojitve ne bo nič. Za samostojno državo je premalo, če imaš vizije, moraš imeti vizije.
teh pa vi nimate, ne, to vas bodo zmeli v 2 dneh. Jaz sem bil tiho, ampak ta človek je bil močno narobe in v 23 letih od tega dogodka še nisem zasledil, da bi kje to priznal. Pa sem se še večkrat srečala, pa sem ga spomnil na to, pa tega ni sposobna. Ni edini način, ko je Slovenija kandidala za članstvo v NATO in je ameriški senatni odbor razpravljal o kandidatkah, ki bi v Sloveniji. Je predsednik ameriškega odbora za NATO dejal naslednje. Med temi 10 kandidatkami je tudi ena, ki obstaja kot samostojna država, kljub temu, da mi tega nismo podpirali. Da Amerika ni bila naklonjena. Ta država sama dokazala, da je sposobna samostojnega življenja in da se zna sama tudi braniti. Torej sprejemamo, in to je Slovenija, sprejemamo med kandidatkami državo, ne bo porabnice varnosti, ampak lahko prispeva do svoje varnosti. Na koncu je še rekel, takrat, ko je mi šlo najtežje, jim nismo stali v strani. Ne je prav, da sem za to opravičen. Jaz sem v teh dogodkih samo osebno debatiral z ameriškim predsednikom, ki mi je mirno priznal. Takrat ste imeli prav vi in mi. Kar pač govori o tem, da Združene države, kakorkoli jih, da je tudi zelo upravičeno to kritizirati, da njih lahko zaradi te nepodpore takrat, ko so bili neki drugi interesi dani pred človekove pravice, pred demokracijo, pred princip svobode, ki je se zapisal na prvo mesto v ameriško ustavo, so pa sposobni priznati napako. Če mi tega ne bilo treba, tega nikoli mogli izterati, glede na našo specifično težo v mednarodnem prostoru. To pa še toliko bolj čudno luč kaže na tiste, v našem prostoru, ki so imeli zelo narobe, ko so trdili, da Slovenija samostojno ne bo preživela, da se ne more obraniti, da ne bo trajalo. Koliko se je to zgodilo, bolj to po njihovi zaslugi. Moram reči, kot po zaslugi osamosvojitve. In to je danes meni kar problem. Tako je rekel gospod Gutman. Je nek resni moralni problem v tej državi. S tem, ko izdajamo dokumentacijo v tistih časih, ko pravzaprav govorimo o stvareh, tako kot so se zgodile, takšnih, kot so dejansko bile, na nek civiliziran način nasprotuje